Danes bom pokazal, kako skrbimo sadiko pred spomladanskim sajenjem. Tukaj imam odporno sorto jablane rozet. Najprej pogledamo korenine, imamo lepo razvejen koreninski sistem, prikrajšamo debele korenine, kajti vidimo, da so nekoliko razcefrane, in če jih prikrajšamo lepo, da je res ravno, se bodo na tem mestu lepše razvile tudi lasaste korenine. Ko se sprehodimo po sadiki navzgor, izrežemo vse, kar izrašča iz podlage. Podlaga je lepo zaraščena, potem pa gremo navzgor po sadiki in ko določamo višino, vedno postavimo rastlino v sadilno jamo, pogledamo, kako globoko jo bomo sadili. Najlažje, da vzamemo kar kol za oporo in vedno sadimo približno za pest oziroma pedaj više, kakor je izraščeno cepljeno mesto. Potem pa pogledamo navzgor in vidimo, da se prve ogrodne veje želimo, da se razraščajo približno z višine 120 cm. Tukaj, če pogledamo malo bolj pozorno, vedno režemo poševno na navzven rastoči brst, skrajšamo sadiko in približno na tej višini se bodo razraščale prve ogrodne veje. Vse te veje, ki so razraščene tukaj, so prenizko in jih izločamo, kajti jih ne rabimo, ne želimo, da se izraščajo prenizko, tam pravzaprav to ni primerno in jih izrežemo do osnove. No, ta poganjek pa nam je že zanimiv, kajti želimo ogrodno vejo in če ta veja je premočna, enostavno se preveč razrašča, druge pa se ne bodo dobro, tako da je ravno tako prikrajšamo približno na 2 očesi in tukaj pričakujemo 2 poganjka, kasneje izločimo enega, drugega ohranimo. Ko določamo čas za sajenje, spomladi je to običajno v času brstenja že zadnji čas. No, vidimo, da je to samo ena palca in v spomladanskem času je boljše saditi sadike, ki imajo manj listne mase, tako se pravzaprav sadika bolje ukorenini. No, kar se tiče ostalih stvari, naj povem, da je to odporna sorta jablane rozet, ta je odporna na škrlup, predvsem je to sorta, ki je dovolj zgodna, avgustovsko jabolko, ki zori v sredini avgusta, rdeče mesnata sorta. Ta sorta je zanimiva predvsem zaradi tega, ker jo uživamo svežo, direkt z drevesa, zelo uporabna tudi za pripravo soka. No, če iščete še kakšno odporno sorto, je to sorta Galiva. Galiva se rodi nekoliko kasneje, v septembru, ravno tako zelo aromatično meso, čvrsto, se tudi dalj časa skladišči. Sorta Galiva pa je nastala s križanjem sorte Gala in odporne sorte na škrlup. Tako smo pravzaprav dobili naravno odpornost. No, še nekaj je pomembno, ko izbiramo sorto za domač vrt, da je cepljena na ustrezno podlago. Pri nas imamo zelo radi podlage MM106. Te podlage so visoke 3 do 4 metre, vse odvisno tudi od bujnosti sorte, na katera je cepljena na podlago. In ko izberemo podlago MM106, bomo na začetni fazi rez in pa ostala opravila opravljali iz lestve oziroma iz tal. Tudi potem trava, ki se razrašča tukaj na območju sajenja, prvi 2 leti oskrbujemo in skrbimo, da se trava ne razrašča, kasneje pa prenaša taka podlaga tudi zaraščanje tal. Kar se pa tiče opore, pa naj povem, da opora to rastlina potrebuje prvi 2 leti. Najboljše, da jo zabijamo že na začetku, ko sadimo, da ne bomo potem sadiki uničili korenine. Kar se tiče opore, dovolj je, če je visoka okrog 2 metra, zabili jo bomo tla okrog 40 cm in podlaga MM106 rabi opora samo prvi 2 leti. Dodali smo tukaj na zemljo tudi nekaj komposta. Kompost je pač zelo dober, da spodbudi rast. Najboljše, da kar zmešamo zemljo, vse skupaj potem osujemo rastlino in je zadeva pravzaprav končana. No, dobro je, da dodamo tudi sadjarsko gnojilo. Mi smo ga dodali že pod nivo zemlje v sadilni jami, na ta način gnojimo založno. No, pri odpornih sortah jablan pa naj povem še to, da imamo tudi sorto Pinova.
Sorta Pinova je že dokaj dolgo časa poznana od domačih sadovnjakih, se dobro skladišči, ima sočno, čvrsto meso, rodi pa v septembru, se tudi dokaj dobro skladišči in odporne sorte jablan so pravzaprav tiste, ki se jih pravzaprav želi vsak vrtičkar. Odporna sorte, kot sem že omenil, Rozet, Galiva in Pinova, so odporne na škrlup. Če je pač škrlupa preveč, lahko listje tudi pri hujših okužbah predčasno odpade, slabši je nastavek za naslednje leto, nekole pa se zmanjša tudi kakovost in količina pridelka, tako da škrlup je ena glavnih bolezni jablan in prav je, da sadimo sorte, ki so odporne. Obstaja tudi druge sorte, omenil sem samo 3, tako da jaz bom nadaljeval s sajenjem. Na koncu seveda, ko zabijemo kov, ga zabijamo tako globoko, da je stabilen. Seveda pri tem, ko prevežemo sadiko, pa uporabimo elastično vezivo, ki pravzaprav ne poškoduje lesa in potem sadika v opori raste 2 leti. Naredili smo gojitveno rez, potem pa jo enostavno pustimo, da raste naprej in se veselimo prvega pridelka že tam 3., 4. leto, kajti vsaka rastlina rabi nekaj časa do rodnosti in tako smo nagrajeni potem z jabolki, ki so sočni, okusni vsako leto. Pri nas smo posadili sorto Rozet in to sorto bodo še posebej uživali otroci. Pripravili pa bomo tudi zelo okusen rdeč sok, kajti to je rdeče mesnata sorta in pravzaprav je primerna za vsak vrt.